Slovenskem etnografskem muzeju ob naši stalni razstavi Jaz, mi in drugi, podobe mojega sveta, pripravljamo tudi osebne razstave obiskovalcev. To je eden izmed novih modelov v slovenskih muzejev, kjer se obiskovalci pravzaprav na muzeološki način lahko predstavijo. Lahko predstavijo zgodbo svojega življenja, lahko predstavijo svoje delo in teh razstav je v 5 letih bilo že kar okoli 30. Predstavili so se mladi, starejši v 3. življenjskem obdobju, predstavili so se brezdomci, predstavile so se tudi osebe, ki potrebujejo osebno asistenco in zadnja izmed naših razstav je razstava Mojce Kavčič. Mojca si je izbrala za naslov svoje razstave Tukaj sem. To je moja zgodba. Tvoja življenjska zgodba je namreč zelo zanimiva, ker ti znaš tudi v svojem življenju toliko stvari povedati. Si pravzaprav naš muzealka v pravem pomenu, ker doma hraniš stvari, ki te pravzaprav spominjajo na tvojih najbližjih. No, to je moja nona. Ona je bila učiteljica na Brežini pri Trstu. To so njeni izdelki. To je torbica iz pelc in ovratnica in pa poslikana sončnik, senčnik. Tu zgoraj izdelek iz delavnice moje mame, ki je imela strojno pletilstvo. Tu je z razstave na razstavišču v Ljubljani, kjer so obrtniki razstavljali svoje stvari v leta 56, mislim, da je bilo 56. leta, za kar je dobila diplomo. Mama, ki je imela strojno pletilstvo, je najbrž zelo vplivala na tvojo usmeritev, oziroma ti si pravzaprav umetnica na tem področju, ne samo obrtnica, ampak najbrž je to imelo vpliv na te. Ja, izjemen, ampak predvsem nona s svojimi ročnimi izdelki, unikatnimi, ne? Ker je tudi uporabljala različne materiale. Medtem ko mama, pri njej sem pa tako visela v njeni delavnici, dokler je bila v Sloveniji, in sem že risala modele. S tem delom sem začela v prelomu tisočletja. 99 sem bila prvič na teh srednjeveških prireditvah doma in v tujini. Po vseh gradovih slovenskih, večino gradov smo obdelali, potem srednjeveška mesta, no, in takrat sem začela delati konoplje. In sicer kvačkana dela in pa pletena dela. Prilagodila sem izdelke tem obdobju. Te torbice so mišljene za steklenice, plastične za vodo. Poleg tega tujci predvsem kupujejo, Američanke, tudi opletene, ker je to kot eno termosflaša. Toploto zadrži in pa hladi tudi, če daš hladno vodo, hlad obdrži. Tu je v bistvu opisana moja ustvarjalna zgodba. Začela sem s pletenimi puloverji. Najprej sem na milimetrski papir izdelala risbe, večbarvnimi, in tu so bili kroji, so bili isti. Medtem ko so bile barvne kombinacije različne, bolj likovni izdelki, jim pravim. Klobuke iz rafije, modele kvačkam. Po prosti presoji? Ja, že vem, kako moram v glavi, ne, zato da pridejo različni. Rafijo kupujem, ta je barvena rafija, kupujem v seminarni. Ta material je, v bistvu so listi palme. Takole, kot ti bolj paše, ja. Stoji na glavi
Tudi če veter zapiha, tega ne odnese, ker je elastično, ker je kvačkanje elastično. Ne. Te torbice izdelujem sedaj zaradi reciklaže. Režem plastične vrečke in jih kvačkam, tako da so ponovno v uporabi. In zdaj smo pa prišli do res zadnjega Mojčinega dela na tej razstavi. Ob tem delu pa lahko pravzaprav vsem nam zastane dih. To je plod njenega 10-letnega dela, to je plod razmišljanja, to je plod ogromno vozlov, ogromno barv. Mojca, a sploh lahko poveš, kaj tebi to delo pomeni? Meni pomeni domovino. A jo vidite to Slovenijo? Razkosano, razdeljeno. Razkosano? Ja. Se ti zdi razkosana? Ja. Hkrati pa združena? Ja, tako v sredini. Koliko vozlov ima? 74 000. Ampak najbolj ga nisi delala vsak dan. Ne, seveda ne. Ko sem bila posebej razpoložena. Razpoložena. To moraš biti Razpoložen? razpoložen in potem se Tudi najbolj vsedeš in tudi- potem čas ni važen. Delala sem tudi čez noč, celo noč, naslednji dan, tudi ko se enkrat zasediš, pač delaš. Je pa unikat. In to delo bi pravzaprav lahko našlo tudi dom nekje v prihodnosti. Upam. Ja. To moje delo bi rada prodala, polovico tega zneska gre v humanitarne namene, JHD-ju za osebno asistenco in pa kulturnikom, predvsem mladim slikarjem Društva likovnih umetnikov Ljubljane. Nekaj denarja sem mislila tudi s Rdečim noskom, zdravnikom nameniti, tako da to bom razdelila. No. To polovico bom razdelila, ampak pretežni del gre za osebno asistenco invalidov.